APM. Pomlad je obdobje, ko se avtomobilski trg opazno krepi, ne le z novimi, temveč in predvsem z rabljenimi. V zadnjih letih opazno raste in po velikosti bistveno presega trg novih vozil. O specifikah in pasteh nakupa ter uveljavljenih trikih prodaje rabljenih avtomobilov, ki skozi svojo življenjsko dobo večkrat zamenjajo lastnika, razmišljajo s strokovnim sodelavcem Andrejem Brglezom, pridruži pa se nama tudi izkušen poznavalec. APM. Andrej, danes v APM-ju gostiva Roka Florjanca, ki vodi enega večjih avtoparkov z rabljenimi avtomobili v Sloveniji. Rok, dobrodošli in lepo pozdravljeni. Dobrodošli. Začnimo torej z avtomobili. V Sloveniji imamo danes registriranih približno 1,2 milijona osebnih vozil, njihova povprečna starost pa je okoli 11 let. To pomeni, da avtomobili skozi svojo življenjsko dobo večkrat seveda zamenjajo lastnika, kar ustvarja obsežen ta omenjen sekundarni trg, ki je po velikosti, kot smo rekli, bistveno večji od trga novih vozil. Hkrati pa se spreminja tudi vedenje kupcev. Andrej, lastniki nove avtomobile vozijo dlje kot v preteklosti, danes povprečno 6 do 7 let, včasih pa 3 do 5, ne? Ja, to se vedno poveže z ekonomsko situacijo v državi, pa seveda pri tako velikem številu avtomobilov, kot jih v Sloveniji imamo, torej to ni samo luksus, ne? Avto je nekaj, kar moramo imeti. In pri rabljenih se ta posel res zelo spreminja, tako kot se spreminjajo tudi avtomobili. Zdaj, če gledamo, da imamo 11 let stare avtomobile približno v Sloveniji, to pomeni, da ti avtomobili so tehnološko že kar dobro opremljeni, tudi imajo kar relativno veliko opremljene. Če pa pogledamo starostno strukturo, tudi ugotovimo, da jih je zelo veliko uvoženih, ker tukaj moramo iskati današnje pravzaprav odgovore na vprašanje, kakšen je naš vozni park. Veliko pravzaprav jih dobimo iz tujine, ampak za razumevanje, to je ogromen posel, nekajkrat večji od posla novih, zelo drugačen posel, država od njega tudi zelo veliko dobi. Če se mene vpraša, bi lahko že zadnjih 20 let dobila tudi veliko več, ker tukaj tudi sive ekonomije zelo veliko. Pa naj dodam še to, Evropska komisija že leta naslavlja področje rabljenih avtomobilov v Evropi kot eno najbolj kritičnih, kjer še zelo veliko stvari ne deluje tako, kot bi morali, ne na strani zakonodaje, ampak na strani izvajanja celotnega tega posla. No in če zdaj pogledamo strukturo tega trga nekoliko bolj konkretno, dobimo precej jasno sliko. Največ prodaje se zgodi v segmentu vozil starih med 3 in 5 let. To so avtomobili, ki imajo približno tam 80 do 120 tisoč kilometrov in so že izgubili, bi rekel, kar velik del začetne vrednosti, hkrati pa so še vedno dovolj sodobni, da ustrezajo pričakovanjem kupcev. Cenovno se največ nakupov zgodi v razponu med 20 in 25 tisoč evri, to pomeni, da govorimo tudi o precej resnih nakupih, ne več o nizkocenovnem segmentu, in pomemben del tega trga pa predstavlja, kot praviš, Andrej, ta uvoz. Približno 40% vseh prvič registriranih vozil v Sloveniji je rabljenih avtomobilov, uvoženih iz tujine. To pomeni, da je slovenski trg močno povezan z evropskim. Rok, vi te številke gotovo poznate bolje od mene, a sem se kje bistveno zlagal? Ne, te številke so odlične in vidim, da ste dobro informiran in to je vse res. Zdaj, jaz bi sam še rekel kakšno besedo na podlagi te strukture, ki ste jo omenil, 3 do 5-6 let. To v bistvu so res uvoženi avtomobili in dejansko teh avtomobilov ni v naši, bom rekel, neki menjali, staro za novo, in dejansko jih moramo uvažati. Tega je pa v Evropi kar precej, in dejansko ta struktura zaradi pomankanja je prišla pač tudi na naš trg. To pomeni, da mi, ki kupimo novo avto, ga ne prodamo v 3 ali pa 5 letih. Ja, res je. Zaradi tega se pač uvažati avtomobile, kaj v Nemčiji oziroma po Evropi, če rečem, nisem Nemčija je ena velik trg, največji trg, teh vozil je dejansko največ imajo teh, bom rekel, izbire. In tudi najbolj je servisirano, najbolj, bom rekel, so vozila še uporabna, ker se veste, v rabljenih vozilih kupujemo uporabnost. Prva mora biti uporabna, druga je lahko pa šele izbira, katera je vam najljubša barva ali pa model, motor
Andrej, ob tem obstaja še ena posebnost. Del vozil, ki so uvožena v Slovenijo, tukaj sploh ne ostane. Ocenjuje se, da je približno petina takih vozil namenjena nadaljnemu izvozu na druge trge, predvsem v jugovzhodno Evropo ali pa celo širše. To pomeni, da Slovenija v določenem delu deluje tudi kot ta tranzitni trg za rabljena vozila. Ne? Ja, trg rabljenih avtomobilov v Evropi je zelo, ko ne rečem po smeri neba, zelo jasen, zahod-vzhod. To bo Rok bolj natančno vedel povedati, ampak jaz bi rekel, da teh 5% je takih avtomobilov, ko v Sloveniji niti ne bi bili prodani. To so verjetno avtomobili z zelo veliko prevoženimi kilometri ali pa starejšega datuma. Mi kupujemo te avtomobile, ki so, kako ne rečem, na presečišču tistega, da imajo največjo izgubo vrednosti, in na drugi strani še veliko zaupanje v to, da bojo dobro delovali. Do tega mogoče pridemo v nadaljevanju, ker tukaj pa potem psihologija človeškega nakupa je šibka, in mi pogosto vidimo v nekem avtomobilu kar naprej že vse te potenciale, da vse to izpolnjuje, ampak v resnici ni tako. Recimo Evropska unija tudi zelo pogosto in veliko evropskih poslancev, tudi slovenskih v preteklosti se je s tem ukvarjalo, da je to prevrtavanje ali pač spreminjanje prevoženih kilometrov velika rak rana, ki se jo v različnih evropskih državah zelo resno lotevajo, pri nas se jo, ampak žal ne na tak način kot v najbolj učinkovitih evropskih državah. To je zelo velik problem. Mislim, zelo, zelo velik problem iz stališča varnosti, zaščite kupca, okoljskega, iz vseh mogočih pogledov. No, tako da, v glavnem, ja, en del je Slovenija tranzitna, veliko jih ostane, ampak bolje pa potem še drug krog. Iz Slovenije grejo tudi avtomobili, ki so pač potem dosežejo 15-20 let, pa od tukaj potem grejo naprej. Predlagam, da gremo kar k nakupu. Če torej vemo, da je trg velik, razdrobljen in pogosto nepregleden, se postavi zelo praktično vprašanje, kaj mora kupec narediti, še preden se sploh odpravi na ogled avtomobila. Kupci, ki se na nakup pripravijo vnaprej, namreč bistveno zmanjšajo tveganje za napačno odločitev. Vemo, kater model avtomobila bi kupili, recimo, potem to pomeni jasno določitev finančnega okvirja, ne samo kupnine, ampak tudi vseh dodatnih stroškov, ki sledijo, registracija, zavarovanje, prvi servis, morebitna menjava pnevmatik ali zavor in še kaj bi se našlo. Zelo pomembno je tudi preverjanje konkretnega vozila. VIN številka omogoča vpogled v zgodovino vozila, število lastnikov, morebitne poškodbe, servisno zgodovino in pa nenavadno nizke cene so pogosto signal, da z vozilom nekaj ni v redu. Kaj pravite, Rok? Ja, se popolnoma strinjam. Zdaj, jaz bi opozoril, da v bistvu kupujemo rabljen avto na drugačen način, kot kupujemo nov avto. Zdaj, pri novem avtu prodajamo neko izkušnjo, ne le avtomobila, nove funkcije, varnostno tehnologijo in tako dalje. Pri samem rabljenem avtomobilu pa res prodajamo transparentnost, vozila, odkritost posla, vseh finančnih produktov, ki so zraven, vso zgodovino, vsa popravila, katera so bila, in na koncu tudi sestavljeno ceno, finančni produkti, zavarovanje, garancije oziroma jamstva in tako naprej. In bistvo je, da zaupamo do stranka, se pravi do trga rabljenih vozil, neko zaupanje z nekimi dokazi, da lahko to garantiramo, da je to vselej narejeno na transparenten način. In zdaj, tudi cena je sama ključna, če je cena pravilna, potem tudi stranka to prepozna in dejansko tudi pride pogledati komplet storitev, katero ponujemo. Veš, kaj pa mene zanima, Rok, če lahko samo tako skočim. Včasih je bila bariera recimo pri nakupu avtomobila 100,000 kilometrov. Zato so tudi vsi tisti, ki so imeli 180,000, kar naenkrat bili potem 90,000 kilometrov. To še drži ali je vmes že nekoliko smo se opogumili in gremo čez recimo to bariero 100,000 kilometrov? In drugo vprašanje, koliko ljudi že uporablja še preden avto sploh pride pogledati, recimo Car Vertical ali pa druge spletne ponudbe, kjer jih je res danes veliko in se mi zdijo tudi kar precej uporabne, tudi recimo za eno ogled ali pa eno preverjanje zgodovine avtomobila, niti znesek takega preverjanja ni tako drag. A to že pridejo tako opremljeni kupci? V bistvu neke bariere, bom rekel, s kilometri res se je povečala, mislim, prodajajo se vozili vse, dokler so uporabna, in zdaj za nekoga ne predstavlja več za neko vrednost, vedno kupujemo rabljen avto po principu, se pravi value for money, in dejansko je
če ima več kilometrov, ve avtomatično, da stranka, da je pač malo manj uporabna. Če ima manj kilometrov, se pravi, govorimo za dejanske kilometre, to, kar sem prej opisoval. Če pač ima malo manj kilometrov, pač več uporabimo, ima večjo ceno. In tukaj tudi ne moramo zdaj enotiti nekega recimo lahko 2000-letnik avto, dražji kot 2021, zato ker je bolj uporaben, ima manj kilometrov, je v boljšem stanju, ima lepšo zgodovino servisiranja in je lahko cena drugačna, kot bom rekel za to. To je mogoče zanimivo, vsaj iz mojih izkušenj pri prodajah ali pa ukvarjanju s tem, je, da kupec pogosto ne ve, da je vse se da zračunati za naprej. Tudi če ima avto 150 000 km, ti lahko zračunaš za naprej, koliko te bo stalo njegovo vzdrževanje, recimo do 250 000. A to vprašajo, a naredijo izpisek, ali ne vem, a grejo na ChatGPT pa rečejo, ne vem, ta avto imam toliko in toliko, koliko me bo stalo do 200 000, ker to se vse da zračunati. Ali pa je že v glavi ta psihološka meja kilometrov, recimo 100 000, ki ti omenjal, ne? V bistvu, pri nas prodajni svetovalci rabljenih vozil, so izobraženi in dejansko imajo to vse, bom rekel, v nekem protokolu, kjer lahko te in vse informacije dajo. Zdaj, trudimo se tudi, da bi dali to vse bom rekel, na splet, da bi že informirana stranka prišla k nam, se pravi, zakaj mi manj časa porabimo, stranka je bolj informirana, ima čas za razmislek, in tudi se prej odloča, če pač to lahko ponujamo. Je pa absolutno je ChatGPT ena dobra stvar, ki lahko to se naredi, in ti da neke podatke ven, in pride stranka popravljena, če ne drugega z vprašanji, katere jo zanimajo, in potem na podlagi tega mi lahko pač to vse odgovorimo, pač spet na transparenten način. Se veste, včasih so se avtomobili prodajali tako, da so prodajalci skrivali stvari, danes je nujno za pokazati. Zakaj? Zaradi zaupanja, in tukaj je že. Prodajamo zaupanje. Čeprav, če mogoče lahko samo še na tvoje izhodično vprašanje, preden greš avto pogledati, na internetu ni samo za pogledati avtomobile, ki so trenutno na trgu. Najprej je treba pravzaprav se pozicionirati. Ti ne moreš 10 različnih avtomobilov, lahko jih greš, ampak si zapleteš življenje. Ti se moraš zelo odločiti, kaj pravzaprav iščeš, mogoče ohraniti na 2-3 blagovnih znamkah, pa na istem segmentu avtomobila, in tam ponavljam, Slovenci imamo to, ko ne rečem, težavo, da previsoko se pozicioniramo cenovno. To se da zračunati. Ti lahko za rabljen avto, tako kot pri novem, točno veš, koliko na mesec si sposoben ali pa pripravljen dati. In potem čez to ne smeš iti, ko si na internetu in gledaš avtomobile. Ne vem, če se to pri vas vidi, ampak... Je, pri nas je to velik odziv. Mi smo tudi merili pač nek prodajni proces, čas prodajnega procesa, prodajnega svetovalca za en avto, in ta se nam je skrajšal, kaj tudi za nas, bom rekel, dobrodošlo. Mi lahko več avtov v dnevu prodamo. Prej smo lahko recimo enega, da je lahko en prodajni svetovalec prodal tudi 3, 4 ali 5. Ampak s tem, če boste pogledali pri nas, kakšni so oglasi, in kako je sestavljen, bom rekel, sam oglas, katerega prikazujemo z vsemi podatki, vključno z video posnetki, je res veliko že podanega. In stranka pride doskrat že odločena za nakup, sam da ga vidi še v živo, če se bo, bom rekel, zaljubila v ta avto, se zaljubi, drugače pa gleda še kakšnega drugega. Mislim, fino je pogledati, tudi mi ponujamo tudi online nakup rabljenega vozila, kar je tudi super, in na podlagi tega tudi probavamo oziroma poskušamo trgu olajšati delo strankam, in pridobiti ta čas, zaupanje si s tem pridobiš, in na podlagi tega razvijaš pa tudi neke nove produkte, kot so pa neki, bom rekel, 8 dni vračila vozila, brezplačno, pa če vam avto ni všeč, vrnite avto. Hočemo, da je stranka zadovoljna. Mi bomo zadovoljni, če bo stranka zadovoljna, drugače ne bomo. In zdaj... Vse to lahko postorimo že doma, preden avto sploh pridemo pogledati, ampak ni povsod tako kot pri vas, zato je priporočljivo, da ko se odpravimo na ogled avtomobila, da je vozilo ob prihodu hladno, saj se tako lažje zaznajo morebitne težave pri zagonu. Zdaj bomo kakšen praktični nasvet pravzaprav skušali podati. Vizualni pregled karoserije lahko razkrije sledi poškodb ali popravil tudi. Neenakomerne reže med deli karoserije, razlike v odtenku barve ali sledi brušenja so lahko
lahko znak preteklih poškodb, notranjost vozila mora biti skladna z nekimi kilometri, obraba volana, sedežev in tako naprej. Skratka, cel kup je nekih trikov, nekih skritih pasti pravzaprav. Ne? Kaj pri vas sprašujejo kupci oziroma kaj ogledujejo? V bistvu vse to, kar ste opisali, ogledujejo. V bistvu na podlagi tega, bom rekel, v preteklosti nezaupanja, to je v bistvu neka teorija, ki je pač kupec rabljenega vozila mogel upraviti v preteklosti. Se še zmer pojavi, ne rečem, ampak tukaj je že vse z videoposnetki, slikami, bom rekel, samim jamstvi, samimi vsemi, bom rekel, produkti, ki jih imamo, vključno z tega 8 dni vračila, brezplačno, če vam avto ni všeč, ga vrnite. V bistvu to preprečuje, da se tem vprašanjem v prodajnem procesu izognemo. Pa ne, da se izognemo, radi jih odgovorimo, radi tudi pokažemo, ampak teh vprašanj je resnično zmer manj. Saj pri nas opažam, zdaj kje druge, bom rekel, pri naših konkurentih, ne vem, ki mogoče tega produkta nimajo, je mogoče pa res drugače. Andrej, kaj opažaš ti? Mislim, jaz bom manj politično korekten. Jaz vem, da so podjetja, ki so na trgu, tako kot vaše, že pač, 30-40 let in tako naprej. In je to pač posel. In potem, ko postane posel tako resen in tvoj ključna hrbtenica, potem se z njim tudi pač ne igraš tako in potem zaupanje do kupca pomeni nekaj druge. V Sloveniji imamo zelo, zelo velik vozni park rabljenih avtomobilov in zelo veliko prodajalcev. Praktično vse so posejani po vseh cestah, kamorkoli se peljemo in so seveda med njimi izjemno velike razlike. Jaz tudi mislim, da se bo prihodnost obrnila tako, da jih bomo imeli manj, ker si mislim, da se bo ta trg verjetno enkrat tako strukturiral, pa ne samo zaradi finančne kontrole, pa zaradi vseh drugih kontrol, pa zakonodaje, ki ti vračaš lahko avto, če ne ustreza temu, ali si bil zaveden. To se danes zelo spreminja, ker včasih je bil kupec relativno, ne bom rekel podrejenem položaju, ampak ni bil tako vešča. Danes pa veliko prodajalcev rabljenih avtomobilov in novih pove, da ljudje pridejo z zelo dobro spisano ali pritožbo, ugovorom, vprašanje, zato ker stopijo ven, mi prav povejo, da stopijo za trenutek ven iz prodajnega salona, povejo ChatGPT-ju, kaj imajo težavo in jim on spiše nekaj, kar dovolj dobro stoji, da se moraš ti s tem potem resno ukvarjati. Pa ni samo to, mislim, da se bo spremenil tudi trg rabljenih avtomobilov v smislu, da bojo ljudje res, tako kot v Nemčiji, iskali avtomobile, ki so službeni v leasingih in tako naprej, in bo to postopoma postajajo posel velikih, ki bojo tudi avto ustrezno pripravili, se pač ne hecali toliko s tem, da med tistimi, 1000 avtomobilov, koliko vi avto prodate na leto? 5300. Se potem ne heca s 5 čudnimi ali levo, desno pač poškodovanimi. Ampak predvsem pa moram reči, da kupec ne glede komu gre avto gledati, če ni vešč tega pregleda, potem mora avto, priporoča se, da se avto potem pelje k nekomu, ki ga pregleda. In če, se pravi, tudi to, da tudi če si popolnoma ne vešč tega, pa pokličeš prijatelja, sorodnika, nekoga ali pa svojega mehanika, prosiš, pa mu daš 50 € za to, da gre s tabo pogled, vse to je boljše, kot pa da si tam, če tega ne poznaš. Druga stvar je, avtomobili se izjemno osvežijo. Avtomobili, ki prihajajo iz drugih evropskih trgov in se potem pri nas prodajajo, se tako fantastično osvežijo, da zgledajo, da so, dišijo, vse, kar je usnjenega, se dobi novo življenje. Pač je treba znati videti in pogledati, kje avto kaže znake, da mogoče nima tistih kilometrov, kot jih ima na števcu. No, seveda, če je vse ok, bi rekli temu, je potem testna vožnja ključni del odločitve. Pri vas pravzaprav ni potrebna, povedali ste zakaj, 8 dni imate rok za vračilo, sicer pa je priporočljivo, da ta testna vožnja traja vsaj 15 do 20 minut in vključuje različne režime vožnje, mestno, regionalno cesto, po možnosti tudi avtocesto, med vožnjo pa je treba spremljati delovanje menjalnika, zavor, podvozja, krmiljenja, nenavadni zvoki so sumljivi. Rok, a pa se kljub temu kupci odločajo za kakšno testno vožnjo? Seveda se. Tako vsak kupec je pač unikaten, tako je tudi vsak rabljen avto unikaten, in tukaj jih je treba pač nekako združiti. In ja, absolutno, če stranka želi to
mi z veseljem naredimo. Smo pripravljeni, imamo neko traso, lahko tudi, stranka poskusi svoj avto na svoji trasi. Zdaj vedno je v prisotnosti nekih našega osebja, ker te avtomobili niso registrirani, ampak to so pač neke formalnosti, ki jih pač mi uredimo. In te testne vožnje so brezplačne. Ampak to, kar si rekel, da pri vas prisede nekdo od vaše ekipe, a je on kaj to pač prinaša neko, predstavlja si človeka, ki je imel 5 let avto, ne menja avtomobilov, zdaj se je usedel v avto, ne pozna ga, ne po velikosti, ne po ničemer, ni tako suveren v vožnji, ni mu prijetno, da nekdo zraven sedi, pa gleda, kako ima on težave v vožnji, to neke občutke nove prinaša. Imate kakšna šolanja to zadevno, da mu recimo pomagate kupcu, ali ta čas porabite za to, da ga zamotite, da mu veliko govorite, pa ni pozoren na avto? Ne. Fino je, ja, tudi take stranke obstajajo, absolutno. Ja. V bistvu naši prodajni svetovalci so zelo vešči, imamo tudi kakšna šolanja na to, seveda, kako se pravilno testira avta, kaj se pravilno govori, se pravi predvsem pravilno poudarja se te novosti, varnostne, se pravi asistenčne sisteme, ker so na novo notrja v teh avtomobilih, potem razni displeji, kje se kakšno stvar vklaplja. Veste, ljudje, če imamo 11 let star avto, če smo rekli, da je v povprečju toliko star, vozni park, pa ga kupimo 5 let starega, je že ima že čist drugo logiko, bom rekel, obratovanja. In je treba pač to predstaviti. To se predstavi najprej na licu mesta, bom rekel, na samem prodajnem mestu, potem se pa še naredi testno vožnjo, kjer se mu še v praksi obrazloži, kaj pa kako lahko tudi naš prodajni svetovalka vozi, oziroma pa gospod prisede, ali pa gospa, ali pa še kakšen drug, se vse zapetje prostora, ponavadi. Tako da to v bistvu se prilagodimo strankam. Tukaj nimamo mi zdaj, nekega informiranega vzorca, kdo gre lahko, kdo ne, oziroma nekih prepovedi. Čim več gre, več jih sliš, zakaj ne? Sicer, Andrej, ne veljajo neka taka varnostna opozorila pri testni vožnji. Ja, vse, kar si omenil, ampak ko sem poslušal, kar si govoril, sem se prav rekel, to moraš vedeti, kaj pravzaprav in slišiš, kdaj začutiš, menjalnik, prestavlja v nekem režimu, ali se kaj zatresel, ali ko zaviraš, recimo avto ima smer ali nima, ali ko, zapelješ čez kakšno luknjo, kako se to sliši. Moraš vedeti, ker sediš pa v novem avtu ali pa pač v drugem avtu, ki ga ne poznaš. Tako da, jaz mislim, da povprečen kupec ne gre prvič, če mu prodajalec ne da testne vožnje, je to že prvi znak, da po mojem ni treba nadaljevati z nakupom. Drugo je, da če ga peljete sami, pa niste tega toliko vešči in tako naprej tehnično, in sicer, kar je popolnoma razumljivo, ker tudi sediš v avtu, ki ga ne poznaš, v svojem avtomobilu že slišiš in znaš zvoke povezati z nekim vzrokom. Potem se bolj osredotočite na to, kar je Rok rekel, na ergonomijo, a vidim, čez robove avtomobila, ga lahko enostavno parkiram, mi je sedež udoben. Sedež je najbolj pomembna stvar v avtu, tega skozi uporabljamo. Če čutiš, da ti recimo nastavitev ledvenega dela, neke take stvari, to potem preizkusa. Pa recimo, če greš na avtocesto pri 130 km/h, če je recimo tih, če ti to kaj pomeni, recimo, če za take vrste avto. In je to. Recimo avto zapelješ k prijatelju na servis. Pa ga že pregledajo. To sploh ni verjetno slaba praksa. Mislim, se stranke poslužujejo tega, tudi nam kakšen ne zaupa, pa pač to naredi, zaupa nekomu drugemu. Ja, z veseljem gremo z njim, ne pustimo dejansko, da se karkoli montira karkoli, zato smo zraven, ampak ja, sam pregled, zakaj ne. Ampak tega res pri nas ne opažam v zadnjih parih letih po korone nič več. Odkar smo dali pač ta produkt 8 dni, v 8 dneh takoj ga lahko nekam drugam peleš, dobiš kupnino nazaj celoti. In če karkoli narobe, če nisi zadovoljen z barvo. Imeli smo dejansko v teh 5300 avtomobilov smo imeli 11 takih vračil v lanskem letu. In je res nič. Se pravi, niso testne vožnje res. So kar vzeli avto? So vzeli avto, ja, in so se pač odpeljali na pregled. Če jim bilo karkoli všeč, če jim je pač njihov mehanik ali pa pregledovalc
nekaj omenil, kaj je potrebno, ne, smo imeli tudi pač odgovor za to, zakaj pač to naredimo oziroma popravimo, naredimo, vedno smo nekako, bom rekel, konsenzni s temi stvarmi. Ne. Ampak že pri nas je res obrat, ne, in ta obrat že vse to prever, ne, in te stvari so res redke. Zakaj je 11 avtomobilov? Recimo, ena gospa ni bila vesela z barvo, ko je mož pripeljal domov, ne, ker se je predstavljala na internetu, so barve majčkeno drugačne in ni bilo všeč in je rekel, če lahko naredimo, je vzel drug avto, zakaj ne? Če dodam, pri tem pregledu, ne, pri prvem in zdaj smo v tem, da smo že pri testni vožnji, samo to, v Sloveniji je veliko avtomobilov, ki so v Nemčiji kupljeni ali pa pač v drugih državah evropskih kot popolnoma uničeni in so potem pri nas popravljeni. Tako da tak pregled je res dobro narediti, no? Ker še posebej, če so to avtomobili nekoliko višjega cenovnega razreda, pa so potem popravljeni, ker taki so pogosto, ne? Ker se je razlika v ceni med poškodbo, pa med tem, koliko je bil ceneje tukaj popravljen, kot bi lahko bil nekje drugje, ne? Se potem tukaj noter išče denar za vse tiste, ki so v tem procesu sodelovali. Ne? In to so pa avtomobili, ki so lahko tudi zelo zmogljivi, so lahko tudi zelo hitri, in vprašanje, kako so bili popravljeni. In to se načeloma se da, mislim, še kar ugotoviti. No? Kilometri se ne dajo vedno, ne? Take stvari se pa dajo. Veliko vozil je bilo poplavljenih, recimo tudi, pa sploh ne popravljenih, ne? In je pa to zakrito, ne treba tudi to ugotoviti. Veste, tukaj je polno enih dejavnikov, ki dejansko se tudi mi učimo, smo vedno, bom rekel, na voljo za kakšne take inovacije pri pregledih. In ja, zdaj smo že kar, bom rekel, dobro zverzirani pri teh naših testiranjih. Ker testira se avto, pred ki ga mi odkupimo, oziroma že kdaj tudi prej, odvisno po katerem principu pač gre, in mi to vse pregledamo in vemo, če karkoli narobe ugotovimo, reklamiramo, vrnemo avto. Ja, imeli smo tudi že vozilo z prevrtenimi kilometri, smo ga vrnili. A veste, tukaj sploh ni več, tukaj je res transparentnost na prvem mestu, mi ne želimo takega avta. Absolutno. No in zdaj smo recimo v sklepni fazi, avto nam je všeč, vse je v redu z njim, ne, in pridemo pred samim nakupom do pogajanj. O ceni seveda. Pogajanja so sestavni del nakupa rabljenega vozila, praviloma obstaja prostor za prilagoditev cene, še posebej, če kupec lahko argumentirano opozori na potrebna vlaganja ali manjše pomanjkljivosti. Pri vas dvomim pravzaprav, ne, glede na vse, kar ste povedali, ampak vseeno, Rok, koliko za pogajalsko izhodišče šteje ta jasna predstava o vrednosti vozila na trgu z vsemi pomanjkljivostmi, ki jih pri vozilu recimo najdem? Zdaj bom tako povedal, zdaj, če imate avto transparenten, tako kot smo govorili v celem pogovoru, potem dejansko je prav nastavljen za na trg, se pravi, da je konkurenčen, in da se najdeta pač ta želja kupca, da bi ta avto kupila, potem pogajanje je zelo malo, zato ker če je pravilno nastavljen na trg avto, tega ni in se pač kupec odloči. Mi vedno gledamo, v našem podjetju vedno gledamo, da smo konkurenčni na trgu, da smo v bistvu prej na spodnji meji, kot na zgornji meji, zato da avto res hitro prodamo, ker nam, morate vedeti, je zelo pomembna hitrost prej kot, bom rekel, denara, kot dobiček, da v bistvu se avto obrača. Zakaj? Prodamo za finančne produkte, tam se pol tudi pogajamo. Pogajamo se pol tudi za podaljšano jamstvo, ki ga lahko stranka doplača. Ta podaljšano jamstvo, se pravi, je prevzem rizika, a prevzamemo mi riziko pač za nadaljnje okvarje v 2 letih, ali jih prevzame stranka. In zdaj tukaj je pač tudi neka pogajanje, potem imate za zavarovanja, ki jih pač tudi ponujamo. In potem imamo pogajanje tudi, bom rekel, za vozila, katera dajemo v račun. Stranke dajo v račun tudi kakšen avto, tudi tam so pač pogajanja, ampak vse v neki meri, kateri se pogaja bolj s temi produkti, kot s ceno. Veste, ker cena je pravilna na trg. Mi gledamo, da je pravilna in želimo narekovati trgu pač to ceno, katera je uporabna vrednost in ta uporabna vrednost je res transparentna. No, ampak tukaj so problemi, moramo vedeti, da Evropa tukaj opozarja na to, da je mislim, da prvem letu tale podatek mogoče mi malo šel iz glave, ampak ko sem se pripravljal na tole, sem ga našel nekje. Evropska komisija je ocenila, da je, mislim, da skoraj 60% nakupov rabljenih avtomobilov v Evropi v prvem letu pokaže neko težavo, kar vse lahko razumemo, tako kot si zdaj rekel, pač stara nakup avto, pač nekaj, ampak da so ti stroški nesorazmerno visoki
potem, ko se ocenjuje tam 550 €, potem te znaša neko to popravilo. A ne? Zdaj, zakaj, če je toliko znane zgodovine, pa zakaj vse to, ne vem, ne? Ampak kot rečeno, Evropska komisija se s tem ukvarja na ta način, da opaža na tem polju, ki je ogromen, to zaposluje na 100 in tisoče in še ljudi po Evropi, da so neke anomalije ali pa nepoštene prakse, ali pač, ker zakonodaja je dovolj dobra, zakonodaja daje dovolj dobro podlago za to, da bi bil trg da bi bolje stal. No? Očitno nekje druge gre to zavije v nepravilne pa nepoštene prakse. Ko pa govorijo o pogajanjih, ne, je pa to polje zase, mogoče enkrat čisto posebej, ker tukaj je zelo veliko psihologije. Jaz sem se s tem kar precej resno ukvarjal, tudi sam sem doživel že veliko evalvacij svojega vedenja pri tem, ne, od tega, da sem bil na enem šolanju v Fordu v Ameriki, kjer je njihov prodajalec, najboljši prodajalec ob koncu svoje kariere nam take stvari govoril, kateri nikoli ne reč, kaj je tvoja cena, ne, nikoli tega ne izgovor, zadnja cena, ne, ali pa kad te prodajalec vpraša, dokoliko ste pa mislili, tega ne poveš, ko recimo, ne vem, prodajalec začne hitro govoriti ali pa se izogiba ali pa tako naprej, pa s kretnjami, pa preusmerja pogovor in tako naprej. Je kup nekih stvari, ki jih moraš paziti, to, kar je Rok povedal, tukaj ne gre samo za pogajanje za osnovno ceno. To se tudi pri novem avtomobilju pač pogajamo, pa seveda nismo vsi vešči, ogromno ljudi vem, ki so mi pač sami povedali, da jim je to najhujš pri nakupu avtomobila, pogajanje, ker niso pač navajeni, niso s tem opremljeni. Tako da jaz sem več tega dal skozi tudi sam in zelo me zanima in s slovenskimi prodajalci sem veliko govoril na to področje, polje, in moram reči, da sem se največ sam naučil, ko sem v Maroku prišel z motorjem na trg rabljenih kamel in sem mislil, da sem dovolj dobro opremljen, da lahko grem se z njimi pogajati, koliko bi jaz dobil kamel za motor, ne? Pa bom prišparil, kako se je to končalo, ampak jaz sem res prosil, če lahko dobim nazaj motor na konc, ne, pri tem, da me je to koštalo veliko več, kot karkoli drugega. Tako da, v glavnem, na ta del se je treba pripraviti, ampak jaz mislim, da ne glede, kako ste vešči komunikacijsko, ne boste nikoli toliko vešči, ko avto prodaja vsak dan, ne? Roka je res. Pač on to dela vsak dan, pride v službo, proda 10 avtomobilov na dan, ne? In tudi velja pravilo, da dober prodajalec rabljenih avtomobilov natančno ve, ko vas vidi, a boste vi avto kupili ali ga ne boste. Se pravi, to je izhodišče, ki ga moramo pač vedeti. Mi gremo enkrat avto kupovati na 3-5, ne vem koliko leta, ne? On to počne vsak dan. Zato pa nazaj k osnovi. Matematika. Matematika vam bo pomagala se držati na tistem pač polju, kjer ste kolikor to kvarni. In pri tem je pa treba, tako kot je Rok rekel, ne samo tista cena, je to zdaj 22 500, pa boste potem 22 dali za njega, pa boste mislili, koliko ste dobili, on vam bo pa in pri zavarovanju in tam in na 5 drugih točkah tistih 500 € še 100-krat nazaj dobil. Ne? To je treba računati, in biti pri tem čim bolj trezen. APM. Janez izbira zgolj med novimi, zato za konec poglejmo še, katerega je vozil ta teden. Danes sedemo v veliki prestižni športni vozili. To sta avtomobila, ki se težko uvrstita v jagodni izbor tistih, s katerimi zelo redko obiščemo bencinsko črpalko. Eden stavi na super sodoben dizel, drugi na hibridno tehnologijo. Zato smo jo postavili enega ob drugega in se vprašali, kaj danes ponuja vrhunski dizel in kaj sodobni hibrid. Ob velikih količinah usnja, tišine in udobja seveda. In ugotovili, da se ne razlikujeta več le po porabi, ampak predvsem občutku. Eden od velikih SUV-jev je Mazda CX-80, ki stavi na nekaj, kar se zdi skoraj uporniško, na sodoben dizel in ne več kakršenkoli. Pod pokrovom je 3,3-litrski vrstni 6-valjnik, dolg vzdolžno postavljen motor, ki deluje mirno, suvereno in predvsem izjemno učinkovito. To je ena tehnično najbolj izpopolnjenih interpretacij dizla danes, zelo nizko porabo glede na velikost vozila, pod 7 litrov in z občutkom, da lahko z enim rezervoarjem prečkaš pol Evrope. Toda ta motor ima tudi karakter. Njegovo delavsko dušo med vožnjo slišiš.
Ni popolnoma utišan, ni sterilen in ravno to ustvari zanimiv kontrast. Sediš v mehkem, prestižnem, japonsko natančno ukrojenem usnju, okoli tebe je tišina premium kabine, spodaj pa dela stroj, ki te spominja, da energija vedno nekaj stane. In to ni nujno slabo. To je bolj izkušnja trenutka, ko se srečata preteklost in sedanjost. Na drugi strani pa premijski, recimo kitajski Šved, Volvo XC90 z oznako B5, torej hibrid, ki igra povsem drugačno igro. Tu je vse podrejeno udobju, tišini in občutku lebdenja. Elektrika pomaga, vendar ni prevladujoča, bolj kot diskretna partnerica bencinskemu motorju. In kljub velikosti, teži in zmogljivosti je poraba recimo kar zmerna, sicer blizu 10 litrov. Take številke so bile še pred kratkim rezervirane za najboljše dizle. XC90 je manj mehanski in bolj digitalen, manj slišen in bolj občuten. Mazda je zgodba o stroju, Volvo pa zgodba o tihem prostoru. In tu pridemo do bistva. Prihodnost mobilnosti v velikih SUV-jih ne gre samo v eno smer. Ne gre samo v elektriko ali samo v optimizacijo obstoječega. Gre v razumevanje, da ljudje v velikih prestižnih športnih terenskih vozilih še vedno izbirajo predvsem med občutki celote, ne le enega dela ali enega energenta. APM. Zdaj pa k novostim. V novomeškem Revozu ga izdelujejo že kar nekaj časa, zdaj začenjajo tudi prodajo novega električnega Twinga. Trenutno v tovarni izdelajo 300 avtomobilov na dan, od tega je 200 Twingov in 100 Clioov, ki pa jih bodo kmalu prenehali izdelovati. Potem bodo z tekočih trgov nekaj časa prihajali samo Twingi, dokler ne bodo v Revozu, predvidoma konec leta, začeli proizvodnje 2 novih modelov iz segmenta A znamk Nissan in Dacia. Twingo, podobno kot že tisti prvi pred več kot 30 leti, ko se je pojavil, še vedno stavi tako na čustva, kot tudi na praktičnost in dostopnost. Cena osnovne različice z opremo Evolution je 19 990 evrov, torej z upoštevanjem subvencije pod 13 tisočakov. Nekoliko bogatejša različica Techno je 1500 evrov dražja. Po napovedih predstavnikov GA Adriatic naj bi pri nas prodali 50 do 80 Twingov na mesec. APM. Več kot 30 let je tudi tega, ko se je rodila prva Toyota RAV4. V 5 generacijah so jih izdelali in prodali 15 milijonov. 6. generacija je recimo robustno elegantna, tudi agresivna, predvsem tista z oznako GR Sport. Čeprav se mere glede na predhodno generacijo niso spremenile, pa je v notranjosti občutek večje prostornosti. Nekatere funkcije so izboljšali, nadgradili, nekaj klasičnih stikal in gumbov je ostalo. Osnovni pogonski sklop je hibridni 136 kW moči oziroma 143 v izvedenki s 4-kolesnim pogonom. Priključni hibrid s pogonom na sprednji kolesi zmore 197 kW moči, pri 4-kolesnem pogonu sodeluje še dodatni elektromotor, na zadnji osi sistemske moči je 224 kW. Baterija s kapaciteto dobrih 22 kWh omogoča doseg prek 100 km samo na elektriko. Baterijo pa je mogoče polniti z največjo močjo 50 kW. Pri Toyoti zagotavljajo garancijo na baterijo do 1 milijona prevoženih kilometrov. Najcenejša RAV4 je na voljo za 38 tisočakov in pol. Letos naj bi jih prodali vsaj 400. APM. Na koncu še čestitke in pozdravi. Eden najbolj priljubljenih družinskih enoprostorskih avtomobilov, Citroenov Berlingo, ima 30 let. V teh letih so jih v Sloveniji prodali več kot 26 tisoč, več kot 18 tisoč se jih še vedno vozi po naših cestah. Berlingo v zadnjih letih sicer ni dosegel visokih prodajnih številk, malo zaradi padca celotnega segmenta, veliko pa verjetno zato, ker ga ni več poganjal dizelski motor. Novi Berlingo je zdaj spet na voljo z dizelskim motorjem, to pa bo brez dvoma znova dvignilo zanimanje zanj. Avtomobil, promet, mobilnost.